Na 17. finalu slovenskih salamijad v Laškem, ki ga že tretje leto zapored organizira Društvo salamarjev Sevnica, so izbrali kraljico salam. Sicer pa se na finalu srečujejo le najboljši izdelovalci salam iz vse Slovenije. Sedaj imamo 14 teh lokalnih salamijad, na državno finale se pa uvrsti prvih 10% uvrščenih. Tako da letošnje leto imamo 74 finalistov, vendar niso vsi izkoristili te svoje priložnosti in si jih udeležilo samo 59. Salamijade so geografsko skoncentrirane v Posavju in na Dolenjskem. In tudi kvaliteta in število zmagovalcev v teh 17 letih je največ iz tega področja. Salame so letos spet eno stopničko naprej, to je že lahko rečem 17. stopnička že počasi, ker iz leta v leto res napreduje. In naši salamarji počnejo počasi, res se učijo, ogromno truda v to vlagajo. Salame so res vrhunske. Kljub tej malo čudni zimi, ko je bila, 2 vdora mrzlega zraka so bila, minus pod 10, ko je bilo po cel teden, vlaga izredno padla, suho je bilo. To je pa za salamarje ena najtežjih motenj, ki se lahko pojavi. Zmagovalko na državnem finalu izbere stroga komisija, ki ima iz leta v leto težje delo. Ocenjujemo izgled salame, ocenjujemo njen presek, ocenjujemo vonj in na koncu okus, ki tudi največ prinese. Mi iščemo napake. V salami, ker iskati recimo dobro, pa bolj dobro je težko. Lažje je iskati v tem serijskem sistemu, iščemo napake, čim manj napak ima salama, tem boljše. Nekje se držimo v vrhu, moram pa reči, da imamo tudi veliko podmladka. Navdušili smo tudi društva salamarjev oziroma turistična društva v sosednjih občinah. Kot da bi rekel, da je ta bazen Šmarješke Toplice, občina Šentjerne in Škocjan eden najbolj aktivnih pri teh salamarskih tekmovanjih v Sloveniji. Finale slovenskih salamijad dviguje kakovost suhomesnatim izdelkom in tudi raven hormonov pozitivnega stresa, ki preplavijo tekmovalce. Dobre salame pa seveda ne more narediti vsakdo. Ja, predvsem moramo reči, da je tako salamo zelo težko kupiti, kakršne tekmujejo na državnem finalu, ampak hkrati z tem tekmovanjem se je dvignila tudi kvaliteta vseh salam. Kaj je najbistvečno? Kvalitetna surovina. Jaz mislim, da niti ni toliko tajne v receptih, v začimbah, kot tudi temu, da živiš in da se posvetiš salami. Salama le takega kalibra, bi rekel, preseka 65-60, ko tekmujejo zori 3 do 4 mesece in v bistvu ti moraš praktično vsak dan biti pri njej, kontrolirati, ti moraš živeti. To moraš delati z dušo, z veseljem in potem pridejo tudi rezultati. Ja, dobra salama se začne že tam, ko svinje hranimo. Pravilno hranjena svinja, pravilno vse pol drugo, da je pravilna vlaga, pravilna temperatura in na koncu, da je pravilno zrela salama, to je po 3 mesecih. Ja, letošnja sezona je bila, mislim, za salamarje izredna, sploh za tole, ker je bila dolgo hladno, ni bilo sprememb temperaturnih veliko, pa tudi vetro je bilo doše klasično zori salame. Kaj je vse v salami? Ni nobena tajna, svinjina, govedina, v razmerju nekje 80-20, malo manj, malo več, prid svinjine, zavisi predvsem od starosti. Osnovne začimbe so poper, sol in česen, seveda pa je mogoče še kar 10 zadev, ostalih začimb od koriandra, muškatnega oreška in marsikaj, kar še drugi dodajajo. Predvsem pa je najbolj skrivnost v tehnologiji, zorenje mesa, nekateri nekaj dni, nekateri
celo tedne zorijo meso, ki ga potem predelajo v eno kvalitetno domačo salamo. Ampak kot sem se že dejal, da je samo 1/3 v tem, da salamo zavežeš, obesiš kot svežo, da je mogoče več znanja in truda potrebno v naslednjih mesecih, da salama dozori. Dobra slovenska salama je izdelek, ki je visoko cenjen tako med strokovnjaki kot med laiki. Problem pa je, da se ne izdeluje množično in ima butični značaj. A te številne salamijade, ki rastejo kot gobe po dežju po Sloveniji, tudi dvigujejo samo kvaliteto izdelka? Ja, če se spominjamo, kakšni so bile salame pred 50 leti, še pred 10 leti, kakšna je razlika med tedaj in sedaj, je vsekakor to tekmovanje eno tako piljenje v kvaliteti, v razmišljanjih, v izmenjavah, v vsem, kaj se okoli teh salam dogaja. Salame so na pogled že manekenke prave, ne? To je tiste napake, ki jih že navajamo in moramo poiskati, dejansko so v finalu, niso prisotne. Na naših lokalnih salamijadah so posodne, hvala Bogu, ne? Preveč dima, že zapaljene, ampak dobro, to zvite. Ne? Pa vaše osebno počutje med pokušanjem vseh teh vzorcev? Ja, je naporno. Recimo tole prvo, tudi jaz sem se ustrašil, ko sem jih videl, one salame, ne vem, kje je lepša ena od druge, ampak potem sistematskim delom se tudi te razlike hitro se pojavijo med njimi. Pri 59 salamah ni lahko delo, ne? Ampak steče. Ko jih imamo pa 130 ali več za oceniti, to je pa že napor in zahteva marsikaj od sodnika. Veliko je tekmovalcev, ki izdelujejo salame samo za tekmovanje, kar jim nekateri štejejo v minus. Ljudje, ki bi si želeli takšno salamo kupiti, pa se morajo obrniti na lokalne salamarje. V trgovinah jih boste namreč zaradi visoke cene, ki je v povprečju 20 €, zaman iskali. In še beseda o konkurenci. Na teh tekmovanjih je huda konkurenca in razlike so minimalne. Že to, kdaj prideš na vrsto, ali je že komisija utrujena ali ni, ali nekateri delajo ocenjevanja v nočnem času pod lučjo, praviloma bi naj se to ocenjevalo podnevi pri pravi svetlobi in vse te stvari se nekako poklopijo in vedno dobimo zmagovalca in vedno dobimo, kdo je zadnji, ne? Tako da sistem, kakršen je, mislim, da ga ne bomo menjali in da bo še nekaj časa zdržal. Ja, konkurenca je izredna, salame so vse dobre, tako da tudi srečo moraš imeti, da si tam med prvimi. Temeljno sporočilo vseh salamijad je, da je najboljše to, kar je pridelano lokalno in je domače. Razveseljivo je tudi, da je vse več zanimanja za izdelovanje domačih salam med mladimi in ženskami, ki že dosegajo vrhunske rezultate. Najbolje ocenjeno salamo je naredila Marica Zorc.